To je stara vrsta rože, fuksi. To je viseča roža, ker je na balkonah včasih nikjer ni manjkalo. Potem smo to pripravili sklop pelargoni. To so stare vrste pelargoni, ker tudi na kmečkih gankah tega ni bilo. In to so bile prve rože za kmečke ganke. To so vse vrste pelargoni. To imamo en roženkraut, to je tudi bil posod na gankah. To so bele pelargonije. To je tudi lojzje kraut, to je pač tako ljudsko ime. Mogoče ni pravo ime, samo tako se tisti, ko so prinesli, so jih poimenovali po lojzje kraut. To je tudi pole angleška pelargonija, to je tudi stara vrsta, je bila na oknih. Potem imamo tole fajgl, to je tudi stara vrsta rož. Imajo tudi jih na vrtovih, pa tudi na gankih. To so ženski cvetovi, so malo topeljšni, to so pa moški cvetovi, pa imajo seme. Asparagus, to je tudi v glavnem bilo na balkonah ali pa v hiši v velikih kotih, v veliki kmečki izbi ni manjkalo asparagusa. Tu imamo tudi pole prikaz cvetja balkonskih rož na kmečkih hiš, kak so danes. To je tudi, kak so danes na kmetiji Čegovnik, pa to je kmetija Anžik. To so ene vrste fuksije. To je tudi ena novejša roža, vinka. Ustrojeni, na vrh strojne pri Janežu, ker imajo lepe lesene ganke. Tu imamo pa že pol malo novejše rože, čebulnice, to so bigonije. To je še ena vrsta pelargonij z pisanimi listi. Potem imamo razne vrste koprive. Pa to imamo vrste deteljice, več vrst deteljice. To je tudi eno zelenje, ker ne vemo imena, nobena ni vedela imena. Potem so ene stare vrste fuksijev. Potem še imamo en aloe vera, aloe arabescenca. Potem je tole zmajeva krila, pa tudi koprive. To so še tudi ene vrste bigoni, čebulnice. To so pa stari koroški nageljni, temno rdeči so koroški nageljni, ker so še kar v lepem cvetju, ker že večinoma pravi, da jih je že konec, da so že odcveteli. Samo smo še našli ene, da še imajo lepo cvetje. Prikaz balkonskega cvetja na kmetiji Pavšer, v Kotlah, pa kmetija Plaznik. Pa tole je na kmetiji Fajmut v Topli, pa kmetija Firjat, to nad Polani. Posnetki starih kmetij iz starih časov, kak so bili stari ganki leseni na kmečkih kaštah. Kmetija Šumah pa Matija Ladinek, Lavter,
Končnik. To so stare kašte še, kjer so večinoma je še danes, ponekod so še ohranjene, tako da se gre, da ta kulturna dediščina ohranjajo. To je tudi prikaz starih kmečkih hišnih koč. To je eno zelenje, družinska sreča. Tu pa imamo še tudi prikaz novejših vrst, kakršni so danes na naših balkonih. To so nageljni, bršljanke. To so tudi stara vrsta bršljank ali pa visečih pelargonij. To je ene vrste grobeljnik. To so vrste surfini. To je tudi ena vrsta surfini. Pa viseče pelargonije. Tu imamo še tudi ene bršljanke, pa tudi zelenje. Tudi ne vemo, kako imajo slovenski pravi naslov. Tako da. To so vinke. Takole malo, da zaključimo s to razstavo, ker čebele so povsod brez cvetja, ni čebel, brez čebel pa ni cvetja. Tako da nekod zaključimo to razstavo. In to smo še malo popestrili, to tudi ne vemo. Te rože tudi nobena ne ve imena. To so še tudi asparadusi, pa so viseče fuksije, pa vodenka, to je ena lepa vodenka, rozenkraut. To imamo pa po eni pesmi, najgelček, fajgelček, rožmarin, to je najgelček. To je fajgelček, pa še rožmarin. To je stara pesem, iz tega ti pušeljc naredim. Tu tudi imamo še ene koroški nagelj. Pa tole je natreska. Pelargonije, ker ima cvetje v obliki vrtnice. Raznovrstne koprive. Rdeče barve, koroški nageljni so pa temno rdeče barve.
sem Angela Štajner, ena od članic Društva kmetic Mežiške doline. Vsako leto na jesenskih srečanjih pripravljamo različne razstave. In nam je že kar zmanjkalo kulinaričnih idej in smo se odločili za razstavo cvetja. Letos smo pripravili razstavo rož na kmečkih balkonih ali kmečkih gankih, ko je bilo čas, so imenovali kmečke ganke. Razstavo rože na kmečkih gankih nekoč in na balkonih danes.